Po, rečemo temu, triumfu na evropskih volitvah zdaj precej drugačen rezultat, verjetno najbolj navdušeni niste. No, veste kako, treba je se naučiti in zmagovati in seveda gledati porazu realno v oči in moram reči, da ne gre za presenečenje glede na zadnje javnomnenjske raziskave, ki so več ali manj vztrajale pri približno tem procentu in definitivno imajo vsake volitve svojo specifiko. Mi smo vložili vso energijo tudi na državnozborske po evropskih, je pa dejstvo, da ni tako lahko posebej še za stranko, ki je nastala praktično pred mesecem dni, izpeljati dvojih tako zahtevnih volitev. Stranka ima ambicijo delovati naprej, kakšna sestava bo seveda pokazal čas. Dejstvo pa je, da smo že takrat, ko smo ustanavljali stranko, se zavedali, da bo volitev še kar nekaj pred nami, da to niso zadnje volitve in da je potrebno za vsako stranko tudi določen čas, da se konsolidira, da se tudi terensko krepi in da pravzaprav postavi vse tiste temelje, ki so potrebne za eno trdo stranko, ki postane potem lahko močan igralec tudi v tem slovenskem političnem prostoru. Mogoče še na kratko, sami rezultati, prepričljiva zmaga gospoda Cerarja oziroma njegove stranke, vas je to mogoče presenetilo? Pravzaprav ne. Jaz mislim, da je kolega Cerar vnesel en nov veter ali pa če hočete eno novo upanje v ta naš slovenski politični prostor in dejstvo je, da je ta bazen, iz katerega so črpale stranke, ki so desno, levo usmerjene, praktično omejen in mislim, da v tem je treba iskati tudi nekako mogoče slabše rezultate pri nekaterih strankah, kot se je pričakovalo. Dejstvo pa je, da mu seveda iskreno čestitam in na tem izjemnem rezultatu in pa seveda na veliki podpori, na velikem zaupanju in prepričan sem, da bo sestavil hitro vlado, ker v tem trenutku res potrebujemo aktivno, delujočo in pa seveda zagnano vlado, ki bo popeljala Slovenijo iz krize.